Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali Miklavža, ki se že pripravlja na vsakoletno obdarovanje. A tokrat tudi njemu ne bo šlo vse kot po maslu. Tisti večer se mu bo nehote zgodilo en kup težav. Bo Miklavžu kljub temu uspelo pravočasno razveseliti otroke? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo simpatični pravljici z naslovom Miklavževi čeveljci. Pri Miklavžu doma vse diši po sladkorju in začimbah. Danes peče piškote za večerno obdarovanje. Napekel jih je že za celo vrečo. Ne, Miška, ti niso zate. Ti piškoti so za otroke. Nocoj, ko bodo trdno spali, jih bom odložil v njihove čeveljce. Čas je, da se obleče. Miklavž odpre omaro na hodniku in iz nje vzame mitro, obleko in lepo rdeče ogrinjalo. Ogleduje si tudi svoje čeveljce. Treba bi jih bilo zloščiti. Ampak kje se skriva loščilo? Nikjer ga ne najde. Aha, tukaj je. Miklavž nanese loščilo na krpo, ko njegove nosnice nenadoma doseže vonj po zažganem. Piškoti! Ojoj! Še vedno so v pečici. Miklavž plane proti kuhinji s tako hitrostjo, da si popolnoma razmrši brado. Brž odpre pečico in iz nje vzame piškote. A prišel je prepozno. Zažgani so. Miklavž se obupan sesede na stol. Daj, starec, pomiri se, se strogo okara. Saj nisi prvi, ki je zažgal piškote. Z obraza si obriše potne kapljice, pri tem pa pozabi, da v roki nima robčka, pač pa krpo, s katero je luščil čevlje. Zdaj ima Miklavž črne packe po nosu, licih in bradi, vendar tega ne opazi. Krpo pospravi v žep in pogleda na uro. Je res že 9? Pohiteti moram, si reče. Hitro si nadene obleko, ogrinjalo in rokavice. A ko se hoče obuti, ne najde svojih čeveljcev. Le kje so? Išče jih vse povsod, a jih nikjer ne najde. Škoda, si reče. Poiskal jih bom pozneje. Na glavo si nadene mitro, pobere vreče in stopi skozi vrata. Ko pride v hlev, osel presenečeno pogleda svojega gospodarja. Joj mene, kaj pa je zdaj to, Miklavž? Saj ste čisto črni, spominjate na Parklja. Na Parklja, se zgrozi Miklavž. Pridite bliže, vas bom jaz očistil, reče osel. Fuj, kakšen neprijeten okus. Kaj ste vendar počeli? Ne bi vedel, reče Miklavž spet s čistim obrazom. Je zdaj v redu? Lahko greva? Osel še enkrat premeri svojega gospodarja in opazi, da mu nekaj visi iz žepa. Tisto nekaj previdno potegne ven in zagleda krpo za loščenje čevljev. Vendar nekaj še vedno ni prav, pomisli osel.
Aha, že vem, reče. Še vedno ste v copatih? Moji čeveljci so izginili, se pritoži Miklavž. Nič za to, odvrne osel. Nečesa sem se domislil. Vzemite krpo in z njo podrgnite po svojih copatih. Miklavž stori, kot mu je naročil prijatelj. Barvni vzorec njegovih copatov se je čudežno zabrisal, tako da so zdaj videti kot pravi čeveljci. No, kako se ti zdi? Nasmejano vpraša Miklavž. Prava zvezda ste, odvrne osel. Zdaj lahko greva na pot. Osel s svojim gospodarjem na hrbtu odleti proti spečemu mestu, kjer otroci, zaviti v tople odeje, sanjajo o Miklavževem prihodu. Me pa vseeno zanima, godrnja, kdo je vzel moje čevlje. Gotovo ste jih založili, reče osel, vendar sem prepričan, da jih boste našli. Osel nima čisto prav, a tudi moti se ne povsem. Ko se pozno po noči vrneta domov, Miklavža čaka prijetno presenečenje. Nima srca, da bi zbudil spečo miško. Čeprav je bila malce poredna, čevelj položi zlato zapečen piškot. Lahko noč, miška. Čudovita praznična pravljica. Konec dober, vse dobro. Kljub vsem oviram je Miklavžu uspelo razveseliti otroke. Seveda ob pomoči njegovih zvestih pomočnikov. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Ko bom velik, bom Miklavž. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pošiljam vam pravličen pozdravček v družbi Miklavža, oslička ter nagajive miške. Čau, čau! No, samo da se je vse dobro izteklo. Sama tudi poskusila en piškotek. Odlični piškoti.